pozdrav na današnji tiskovni konferenci, ki smo jo sklicali skupaj v poslanski skupini SDS, Nove Slovenije in pa skupaj s samostojnim poslancem, gospodom Dobovškom. Zdaj, razlog, zakaj smo jo sklicali, je najbrž popolnoma jasen. Slovenija je v ognju. Isto, kar smo svarili mesece, od poletja naprej se je žal v celoti uresničuje pa se še huje in hitreje, kot so bile najbolj črnoglede napovedi. Slovenija je popolnoma nepripravljena, kljub nasprotnim zagotovilom vlade, ki smo jih poslušali tedne in mesece in danes prav tragikomično zvenijo, če bi jih postavili v vrsto. V enem samem dnevu je v Slovenijo praktično nekontrolirano vstopilo več kot 12.500 beguncev, s čimer je celo presežen najhujši tovrstni rezultat za Madžarsko v vsem minulem obdobju. Kaj se dogaja, veste, prihaja do ekscesov, prihaja do škode, materialne škode, tudi do posledic pri ljudeh, pri migrantih, pri naši policiji, pri prostovoljcih, prostovoljkah. Skratka, kaos je očitni. Odgovornost za to je s strani tistih, ki svojega dela niso opravili. Tukaj se pokaže tisto, kako zelo upravičeno smo opozarjali, da se lahko samo sami opremo na lastne sile in da ne smemo se zanašati na kogarkoli, še najmanj pa zaupati v korektnost sosedov, s katerimi se je na dolgo in široko dogovarjalo in zanašalo, kako bodo zadeve ustrezno peljali. Treba bi bilo že vnaprej storiti vse, da bi fizično zaščitili mejo s ustrezno ograjo, potem nobeni drugi hujši ukrepi ne bi bili potrebni, stvari bi bile obvladljive, zdaj seveda niso, zdaj se na vrat na nos poskuša sanirati, kar se da, ampak čas je potekel. In stvari se bodo še zaostrile. Veste, da v minulih nekaj dneh je v Slovenijo vstopilo več kot 40.000 migrantov. Če pred zimo lahko napovedujemo, glede na število migrantov, ki čakajo na mejah Turčije in Grčije, približno 380 do 500.000 migrantov. Predstavljajte si, da gre ta val nekontrolirano čez Slovenijo, tako kot se to dogaja zdaj. Potem bodo posledice že tako hude, da bodo verjetno povsem nepopravljive in samo predstavljamo si lahko, kaj se bo dogajalo. Zaradi tega smo skupaj zahtevali sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije in naj že v začetku poudarim, da želimo, da je ta sklic čim prej. Govorim v imenu vseh nas. Pripravljeni smo priti jutri, pripravljeni smo priti v soboto, pripravljeni smo priti kadarkoli, da se o teh stvarih zelo resno pogovorimo in da sprejmemo ustrezna priporočila za ravnanje vlade, da se pač vsaj te stvari usmeri in reši, kar se še reši da, čeprav izgubljenega časa, ko je vlada očitno sanjarila, da se lahko zanaša na druge, njej pa ni potrebno storiti tistega, kar bi morala, nihče ne more več povrniti Sloveniji. Zdaj, da v uvodnem delu ne bom predolg in da pustim seveda še dovolj prostora mojima kolegoma, s katerimi sem danes skupaj, bi za konec samo prebral predlog priporočil Vladi Republike Slovenije za odločanje na seji Državnega zbora. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da uporabi vse razpoložljive pravne, tehnične, torej z načelu z ograjo, kadrovske in mednarodne zmožnosti in ukrepe za zavarovanje meje, varnost ljudi in njihovega premoženja ter za vzpostavitev nadzora pri vstopih migrantov in izstopih migrantov iz države. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da takoj Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga spremembe vseh potrebnih zakonov in aktov, s katerimi bi lahko takoj vzpostavila pogoje za polno angažiranje vseh domačih in mednarodnih virov.
Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije in predsedniku Vlade Republike Slovenije, da takoj odstavi vse tiste odgovorne, ki niso zagotovili pravočasnih sprememb zakonov in aktov in angažiranja rednih in rezervnih varnostnih sil Republike Slovenije ter njihove ustrezne opremljenosti in usposobljenosti in na njihova mesta predlaga sposobne in učinkovite osebe. Zagotovo so za podcenjevanje razmer in neustrezna ravnanja odgovorni ministrica za notranje zadeve magistra Verna Gerkos Žnidar, ministrica za obrambo Andreja Katič in minister za zunanje zadeve Karel Erjavec. Na nasprotnem primeru priporočamo, da odstopi predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da dosledno izvaja zakonodajo Republike Slovenije in brez izjem izvršuje sankcije za tiste migrante in skupine, ki uničujejo pomoč v hrani, nastanitvah in prevoznih sredstvih, sprožajo nemire, s čimer ogrožajo varnost angažiranja varnostnih sil, varnost okoliških prebivalcev in njihovega premoženja ter varnost drugih migrantov. Tudi zanje velja Ustava Republike Slovenije. Vsi smo pred zakonom enaki, če jih moramo spoštovati mi, jih morajo tudi migranti. In vlada je dolžna zagotoviti spoštovanje teh zakonov. In končno, 5. sklep Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da o razmerah povezanih z reševanjem migrantske krize redno in dnevno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o razmerah in izvedenih ukrepih. Jaz jih imam več, če lahko. Meteorologin dnevnik. Prvo me zanima, gospod Grims, dejali ste mejo z ustrezno ograjo. Tukaj bi postavila vprašanje gospodu Dobovšku. Gospod Dobovšek, ste za mejo z ograjo. Potem, gospod Grims, dejali ste polno angažiranje vseh domačih in mednarodnih virov. Kaj to polno angažiranje pomeni, konkretno recimo v primeru vojske? Potem, ali ste povsem enotni glede zamenjav v vladi, namreč vi ste pozvali k odstopu oziroma zamenjavam. Gospod Vrtovec je rekel, ta trenutek ni čas političnih obračunavanj. Ali je možno, da pride tudi do nezaupnice vladi oziroma da boste predlagali novega mandatarja? Glejte, ureditev razmer je naloga sedanje vlade. Odgovornost predsednika vlade je, da postavi in predlaga ljudi, ki so sposobni opravljati svoj posel. Če se je izkazalo do zdaj, da tega niso sposobni, potem je on dolžan ukrepati, tako kot mu tudi priporočam. Če tega ne želi, potem pa ima seveda parlament pravico in dolžnost, da ukrepa sam. Potem naprej so potem vse poti odprte. Z naše strani, seveda smo vsak stavek v tem uskladili in smo glede tega vsi enotni, to vam lahko zagotavljam. Kaj pa pomeni poln angažma? To je zelo preprosto. Če pogledate solidarnost, ki jo zdaj izvajajo članice Višegrajske skupine, potem lahko vidite, kako enostavno se te stvari da urediti, če se s sosedami in s tistimi, ki imajo enak interes, ustrezno uskladi in zaprosi za pomoč. Slovenska vlada ne samo, da ni zaprosila za pomoč, ampak je celo odklonila tisto, ki je bila v minulih dneh enkrat že ponujena. To se pravi, nosi polno odgovornost za sedanje stanje in gre za to, da se sedaj izkoristi vse možnosti, ki Slovenija ima po mednarodnih pogodbah in pa seveda skladno z načelom dobrososedskih odnosov, da zaprosi za pomoč pri zadevi, ki je ekstremno huda. Slovenija je zdaj varnostno ogrožena, to ogrožanje je izjemno, kriv za to je absolutno slovenska vlada in njena naivnost, kajti kaj je ona v resnici naredila? Svojo neaktivnostjo in zanašanjem na neke dogovore, ki seveda zdaj, kot se vidi, nič ne veljajo, recimo smešanje dogovarjanje z Milanovićem. Milanović je levičar, ima volitve, on se rabi glasove Srbov na Hrvaškem in naprej je bilo jasno, da on ne bo šel naprej zapirati meje Srbijo, ker bi Srbi razjezili. In zanašati se na Milanovića je seveda tako kratkovidno, da ne znaš šteti do 10 v politiki. In oni nam zdaj s ugasnjenimi lučmi dostavljajo lepo kompozicije in avtobuse s migranti na mejo. Toliko je ostalo teh dogovorov. Zato govorim o naivnosti in politiki,
Ko gre za varnost, ni prostora za naivnost. Jaz upam, da je vsem jasno, da ko se pošlje ljudi na mejo, da je pač potrebno storiti vse zagotovitev varnosti. Če bi pravočasno ukrepali, na primer z ograjo, potem bi s temi pasivnimi sredstvi ne bilo potrebno kakršnihkoli nadaljnih korakov za, ne vem, situacijo, ki lahko pripelje do neke večje uporabe sile. Zdaj vlada tega ni storila, jaz upam, da čim prej bo, kajti dokler tega ni, je treba vedeti, da seveda lahko pride do stopnjevanja. In tako stopnjevanje lahko pripelje tako daleč, da posledice tega prepuščam vaši domišljiji. Toliko z moje strani, še dva sta se javljali. Miha Orešnik, Kanala. Za vse tri, vedno pogosteje se omenja 92. člen Ustave, razglasitev izrednega stanja. Gospod Vrtovec je nekaj že o tem povedal. Državni sekretar na MNZ-ju Šefic pravi, da to še ni potrebno. Kaj menite vi trije, ali imamo v državi izredno stanje ali ne in kako bi lahko to morda rešilo situacijo po vaše, če? Hvala. To vprašanje je bolj kompleksno. Dejansko imamo izredne razmere, zanje je odgovorna vlada. Kaj pa pomeni razglasitev izrednih razmer pravno in za vprašanje pravne, pa seveda tudi fizične varnosti, to pa je zelo širok spekter in jaz samo upam, da do tega ne bo potrebno, da tega koraka ne bo potrebno storiti. Ampak kot rečeno, če bi vlada svoje delo opravila do zdaj, niti slučajno ne bi bili na tej točki, kot smo danes. Jaz samo spomnim, da približno 3 mesece nazaj je bila tiskovna konferenca tam na oni strani, kjer sem točno to napovedal, kaj se bo zgodilo, če se pravočasno ne ukrepa. In če bi pravočasno vlada ukrepala, če bi pripravila stvari do točke in tudi drugače sama ravnala, torej napovedala, da bo pač ustrezno zaščitila mejo, da bo mejo zaprla, potem se celoten tok ne bi usmeril sem. Zdaj je vlada s svojim napačnim ravnanjem pripomogla k temu, da smo dobesedno na zoženem delu tega toka in kar se najhujše lahko zgodi in po mojem vedenju se tudi bo in to zelo hitro, da bodo severne sosede zaprle svoje meje. Kaj potem lahko pričakujemo v Sloveniji, potem se pa bojim, da bo trenutek za uresničitev tega vprašanja, ki ste ga vi postavili. Če še kakšno vprašanje, samo še za konec. Če vam bo kdorkoli rekel, da itak bo zdajle mraz zaustavil gibanje migrantov, lepo prosim, ne temu nasedati. V tem trenutku se po tudi javnosti že dosegljivih podatkih giblje na poti v Evropo približno 500 000 ljudi, 380 000 jih je že, kot bi se temu reklo, na štartni poziciji. Oni ne samo, da se ne bodo ustavili zdajle zaradi zime, ravno nasprotno, pohiteli bodo iz 2 razlogov, ker bodo želeli prehiteti zimo in sneg, in po drugi strani zaradi tega, ker so tukaj že prisotne napovedi o skorajšnjem zapiranju nemških in avstrijskih meja. In ko bodo ti ljudje poskušali maksimalno hiteti, si lahko samo predstavljate, da že zdaj prihaja do agresivnih situacij, kako bo šele potem, ko bo množica večja in ko bo pač ta pritisk objektiven še toliko večji. Zaradi tega je zdaj skrajni čas za izjemno hitro ukrepanje. Zaradi tega še enkrat ponavljam poziv, ki sem ga dal že na začetku, v imenu nas vseh, naj bo ta seja čim prej. Mi smo pripravljeni priti na njo jutri, pripravljeni smo priti soboto, kadarkoli. Toliko z naše strani, če drugih vprašanj več.